Pozdravljeni v podkastu Portal v vesolje. Podkastu za vse, ki vesolje namesto z očmi raje raziskujete z ušesi. Pozdravljeni. Danes se bomo dotaknili kar nekaj zanimivih vesoljskih novic. Planetarni geologi so ugotovili, od kje je prišla Theia, planetoid Marsove velikosti, ki je kmalu po nastanku Osončja treščil v mlado Zemljo. Znanstveniki so pokazali, da je eksplozija zvezde prej podobna Olivi kot Frnikoli. V vesolje je bil izstreljen satelit Sentinel-6B, ki bo natančno meril višino gladine morij in oceanov. Poznamo že 40.000 Zemlji bližnjih asteroidov. Zaključim pa z dvema potencialno prebojnima odkritjema, s temno snovjo in primordialnimi črnimi luknjami. In še, današnja epizoda bo zadnja. O tem več na koncu podcasta. Gremo! Pred 4,6 milijardami let je nastalo Osončje z vsemi planeti, planetoidi, asteroidi in kometi. No, Osončje ni postalo kar naenkrat takšno, kakor ga poznamo danes. Najprej so nastali veliki planeti, veliki plinasti planeti, verjetno nekaj milijonov let po nastanku Osončja. Predvsem Jupiter je bil dovolj masiven, da je svojo gravitacijo vplival na drugo snov v Osončju in tako tudi na nastanek notranjih kamnitih planetov, med njimi Zemljo. Da se je Jupiter prve milijone let celo premikal bližje in nato spet dlje od Sonca, je zgodba za drugič, pokaže pa, da je bil proces nastajanja planetov razburljiv in kompleksen. Zemlja je rasla na desetine milijonov let, na kar je kakih 100 milijonov let po nastanku Osončja naletela na planetoid velikosti Marsa. Ljubkovalno ga imenujemo Theia. Trk, ki je sledil, je bil nepopisljiv. Konkreten del zemljenega površja je verjetno prekrila tekoča magma, govorimo o oceanih magme. Del Zemlje in Theie je odletel v vesolje, kjer se je material spoprijel v Luno. Luna je bila na začetku zelo blizu Zemlje, približno tam, kjer so danes geostacionarni sateliti. Nato pa se je počasi oddaljevala, oddaljuje se še danes. Dokazi o opisanem velikem trku pridejo iz različnih virov raziskav, deloma nas na to opozarjajo podobnosti med lastnostmi nekaterih kamnin na Luni in Zemlji, deloma se učimo iz simulacij. Danes se večinoma dela kombinacija obojega. In tako je bilo tudi v nedavni študiji. Raziskovalci so gledali sestavo kamnin na Zemlji in Luni. Zanimali so jih predvsem izotopi elementov. Izotop se sliši zelo učeno, ampak gre pravzaprav za precej enostaven koncept. Vzemimo najbolj enostaven element, to je vodik. Vsak element ima jedro in elektrone, ki se nahajajo okrog jedra. Normalen oziroma najbolj običajen vodik ima v jedru zgolj en proton, okrog katerega se giblje, oziroma še bolj rečeno nahaja en elektron, ampak nekaj vodika obstaja v drugačni obliki, ta ima v jedru proton in nevtron. Nevtron in proton sta podobna delca, s tem, da ima proton pozitivni naboj, nevtron pa nima naboja. Takšnemu vodiku, ki ima v jedru proton in nevtron, pravimo deuterij. In pravimo, da sta deuterij in običajen vodik izotopa istega elementa. Izotopi so torej atomi z enakim številom protonov, a različnim številom nevtronov v jedru. Izotopi elementov nastanejo v različnih procesih, obenem so težji izotopi elementa običajno manj stabilni, to je hitreje razpadejo v lažje elemente. Če se zdaj preselimo nazaj k Osončju, Osončje je nastalo iz velikega oblaka plina in prahu in tik preden je nastalo Sonce, so bili v oblaku izotopi različno porazdeljeni.
Tudi ob nastanku Sonca so se različni izotopi nahajali na različnih oddaljenostih od Sonca. Planeti in asteroidi in planetoidi, ki so nastali na različnih oddaljenostih od Sonca, so torej vsebovali različne izotope. In to lahko izmerimo še danes. V najnovejši raziskavi so raziskovalci izmerili, koliko izotopov železa je v kamninah, ki jih imamo na Zemlji, in tistih, ki smo jih prenesli z Lune. Kot že v nekaterih drugih raziskavah v preteklosti se je pokazalo, da je sestava kamnin Zemlje in Lune praktično identična. Tukaj torej ni bilo nobenega presenečenja. Nato so se raziskovalci vprašali, kako bi takšna zmes izotopov lahko nastala? Kakšni bi morala biti Zemlja in Teja pred trkom, da bi lahko na koncu dobili sestavo, kot jo opazimo danes. In ne gre samo za železo, pogledali so si tudi druge izotope molibdena, cirkonija in kroma. Ti izotopi so namreč nastali v različnih fazah formacije planetov. Stvar je zelo kompleksna, kot se za nastanek planetov spodob, ampak poglejmo nekaj primerov, na primer molibden, gre za težek element, ki je kmalu po nastanku Zemlje potonil v središče Zemlje. Molibden, ki ga izkopljemo danes, je moral torej biti del kamnin, ki so postale del Zemljine skorje pri trku s Tejo. Ali pa s kasnejšimi trki asteroidov, ampak pustimo zdaj to komplikacijo ob stran. Potem je tu cirkonij. Ta element je v zemeljski skorji vse od začetka, ni potonil. Železo po drugi strani je pa prav tako po nastanku Zemlje potonilo, in tisto, kar je sedaj v skorji, je moralo priti na Zemljo kasneje. In tako naprej. Raziskovalci so na ta način ocenili, kakšno sestavo naj bi pred in po trku imeli Zemlja in Teja. Recimo, da poznamo zdaj sestavo Teje, s tem smo dobili namig, od kje je Teja prišla. Pomagamo si lahko z meteoriti. Meteoriti so vesoljski kamni, ki padejo na Zemljo po ognjenem potovanju skozi atmosfero. Meteoriti so bili nekoč del meteoridov ali večjih asteroidov. In kar je najbolj zanimivo, sestava meteoritov je praktično nespremenjena od njihovega nastanka pred 4,6 milijardami let. Številnim meteoritom poleg sestave lahko ocenimo tudi, od kje so prišli iz vesolja, in na ta način so znanstveniki naredili zemljevid sestave zgodnjega Osončja. Sedaj torej lahko pogledamo sestavo Teje, primerjamo z zemljevidom, ki smo ga dobili prek meteoritov, in izvemo, od kje je prišla Teja. In od kje je prišla? Teja naj bi izhajala iz notranjega dela Osončja, in sicer naj bi nastala bližje Soncu kot Zemlja. Vsaj toliko kot končni rezultat je zanimiv cel proces razmišljanja v takšni raziskavi. In obenem se pokaže, kako ena raziskava gradi na desetletjih, celo stoletjih raziskav drugih znanstvenikov. Ko rečem eksplozija supernove, kaj si predstavljate? Verjetno nekaj podobnega, kot kar vidimo v znanstveno-fantastičnih filmih in serijah, kjer so eksplozije enostavno prikazane kot eksplozije, kakršnih smo navajeni na Zemlji. V takšnih serijah eksplozija izgleda nekakšno rumeno-oranžno-rdeča cvetača, ki se zelo hitro širi. Eksplozije v vesolju bi seveda izgledale povsem drugače. Ampak to ni prispevek o podpovprečnih posebnih efektih v filmih, zato nazaj k supernovam. Če želimo vedeti, kakšna je oblika eksplodirajoče zvezde, moramo stopiti nekaj korakov nazaj. Kaj se z zvezdo dogaja pred eksplozijo? Zvezde, o katerih govorimo, imajo veliko maso v primerjavi s Soncem. Vsaj 8-kratno maso Sonca, običajno pa še precej več. Takšne zvezde kar hitro kurijo gorivo v svojih vročih središčih, in to kurjenje je v bistvu zlivanje lažjih jeder atomov v težja v zaporedju zapletenih jedrskih reakcij. Vodikova jedra, torej protoni, se zlivajo v helijeva jedra, nato nastanejo
ogljikova, kisikova jedra in tako naprej, vse do železovih jeder. Pri vsakem takem zlitju nastane nekaj energije, ki je potrebna za to, da zvezda stoji skupaj in da se ne sesede sama vase. Te reakcije torej potekajo vse do nastanka železa v jedru. Kaj pa potem? Hec je, da vsako nadaljnje zlitje jeder ne ustvari več energije, ampak energijo vzame. In to pomeni, da kar naenkrat jedro ne zmore več podpirati vseh plasti plina nad seboj. Zvezda pade sama vase, kolapsira. Zunanje plasti z veliko hitrostjo padejo skupaj. Pri tem nastane udarni val, ki potuje iz zvezde. In ko udarni val predre zunanje plasti zvezde, dodatno segreje snov, ki močno zasveti kot supernova. A ta eksplozija, ta udarni val ne more kar tako za hec predreti plasti zvezde. Zato išče, po narekovaji, najlažjo pot iz vse te godlje. Ker se zvezde običajno vrtijo, je na njihovih polih nekoliko manj snovi kot na ekvatorju. Pričakujemo torej, da bo udarni val, eksplozija, če hočete, pridrla zvezdo v smeri polov. In zato bo eksplozija nesferična, nesimetrična, bo usmerjena. Da ga zvezde v vesolju res pokajo na ta način, je bilo posredno pokazano že večkrat in pred kratkim sem zasledal članek o novem, kar močnem dokazu za usmerjeno eksplozijo. Kar je bil seveda tudi povod za tale prispevek. Originalen plan je bil, da bi večji del te epizode posvetil nekaterim novim projektom nadebudnih podjetnikov, ki ne bodo zgolj svetlobno svinjal nočnega neba, ampak so tudi povsem nesmiselni. Govoriti sem želel tudi o splošnem vplivu svetlobnega onesnaženja na žuželke in indirektno celo na podnebne spremembe, ampak ker je to zadnja epizoda, bom raje govoril o bolj pozitivnih stvareh. O svetlobnem onesnaženju le toliko, če imate doma na vrtu nočno osvetljavo, premislite, ali jo res potrebujete. Dajmo torej raje reči kakšno o satelitih, ki so smiselni za človeštvo. 17. novembra je Evropska vesoljska agencija v vesolje izstrelila satelit Sentinel-6B. Naloga satelita je merjenje višine morske gladine. Podobna merjenja se dela že dalj časa in ta satelit bo pripomogel k boljšemu poznavanju hitrosti dviganja morske gladine, s tem pa boljšemu razumevanju podnebnih sprememb in planiranju. Nenazadnje ogromno ljudi živi na obalah, dviganje morske gladine je zanje eksistencialni problem. Podoben satelit Sentinel-6 Michael Freilich, je bil izstreljen leta 2020. Prva opazovanja morske gladine iz vesolja pa sicer segajo v začetek 90. let. Meritve je začel izvajati francosko-ameriški satelit Topex Poseidon. Poleg višine gladine bo Sentinel-6B meril tudi lokacije višjih valov in hitrost vetra nad morji in oceani. Ti podatki so seveda pomembni za napovedovanje razmer na morju za morjeplovce. Evropska vesoljska agencija je sporočila, da je bil odkrit 40 000 Zemlji bližnji asteroid. Zdaj, kaj točno naj bi bili Zemlji bližnji asteroidi? Definicija je precej jasna. Asteroid je označen za Zemlji bližnji asteroid, če sta orbiti Zemlje in asteroida v najbližji točki ločeni manj od 45 milijonov kilometrov. To je še vedno ogromna razdalja, nekaj manj kot tretjina razdalje med Zemljo in Soncem. Ti asteroidi nam torej v principu niso nevarni, a bi lahko postali nevarni v prihodnosti. Orbite se namreč asteroidom lahko spreminjajo
zaradi vpliva gravitacije planetov. Prvi Zemlji bližnji asteroid so našli leta 1898, nato so odkritja takšnih asteroidov kapljala zelo počasi, šele v 90. letih prejšnjega stoletja in v novem tisočletju so astronomi prestavili v višjo prestavo in asteroide so začeli iskati z velikimi pregledi neba in tako se je številka strmo povzpela. Za občutek, v zadnjih 10 letih so odkrili kar 10 000 od 40 000 znanih Zemlji bližnjih asteroidov. Lahko pričakujemo, da bodo novi teleskopi in observatoriji, kot je observatorij Vere Rubin, to številko še konkretno popravili. Okrog 2000 asteroidov ima verjetnost trka za Zemljo različno od nič v naslednjih 100 letih, ampak v resnici nam zaenkrat nobeden ni nevaren. Večina je relativno majhnih, verjetnosti so bistveno nižje od 1%. In čeprav je še veliko asteroidov, ki jih nismo odkrili, gre v vseh primerih za majhne asteroide, saj je takšne težko najti. Tiste res velike s premerom čez 1 kilometra smo že našli in jih že dalj časa spremljamo. Cilj je, da v bližnji prihodnosti najdemo tudi vse asteroide velikosti med 100 in 300 metrov. Ti bi ob trku z Zemljo povzročili razdejanje na majhnih območjih, v primeru padca na urbano okolje bi bil takšen trk seveda katastrofalen. Zato je dobro, da trume astronomov, tako profesionalnih kot ljubiteljskih, motrijo nočno nebo in tako pridno odkrivajo nove asteroide. Še nekaj špekulacije. V preteklih dneh smo slišali o 2 potencialno izredno zanimivih odkritjih. Govorilo se je o mogočih odkritjih primordialnih črnih lukenj in pa o odkritju narave temne snovi. Vsako od teh 2 odkritij bi bilo noro pomembno, najprej pa povejmo, da odkritji še nista potrjeni, zato se še ne gre prehitro veseliti. Najprej glede temne snovi. Glede na trenutno razumevanje vesolja se v njem nahajajo 3 vrste snovi. Najprej je tu navadna snov, to je vse, kar nas obdaja, vse, kar vidimo. To je snov, ki na drugo snov deluje z gravitacijo, obenem pa interagira s svetlobo. Te snovi je v vesolju približno 5%. Okoli 20% vse snovi v vesolju naj bi bilo tako imenovane temne snovi. Temni snovi gravitacija prav tako ni tuja, se pa ta snov nekako izogiba svetlobi. Zato temne snovi, kljub temu, da naj bi bilo zelo veliko, ne vidimo. Vidimo pa njen vpliv na normalno snov. Na primer, zvezde krožijo okrog galaktičnih jeder z drugačno hitrostjo, kot bi, če bi se v galaksiji nahajala le nam vidna snov. Tudi galaksije v jatah galaksij se gibljajo s čudnimi hitrostmi. Nekaj mora torej biti tam in to imenujemo temna snov. Preostalih 75% snovi v vesolju naj bi predstavljala temna energija, o kateri ne vemo skoraj nič. Obstaja več teorij o tem, kaj naj bi temna snov bila. Japonski astrofizik Tomonori Totani je sedaj objavil članek, v katerem trdi, da je odkril prvi neposreden dokaz za temno snov. Do odkritja je prišel prek analize opazovanja jedra naše galaksije v sevanju gama. Opazoval je, koliko sevanja gama seva galaktično jedro in okolica. Ena izmed teorij pravi, da naj bi temno snov sestavljali delci, težji od protonov, in če se taka 2 delca zaletita, bi ob tem nastalo sevanje gama. In Totani trdi, da je detektiral prav to svetlobo. Zanimivo, ampak za potrditev njegove interpretacije rezultatov bo potrebno počakati še na druge raziskave. Kaj pa druga bombastična novica o primordialnih črnih luknjah? Gre za zaenkrat povsem teoretičen tip črnih lukenj. Te naj bi nastale v prvih vzdihljajih vesolja, ko so se zelo gosti deli vesolja sesedali sami vase.
in nastale črne luknje bi lahko imele različne mase, zaenkrat o primordialnih črnih luknjah ni ne duha, ne sluha. 12. novembra sta observatorija LIGO in Virgo, observatorija gravitacijskih valov, detektirala nov signal, kar ni nič posebnega. Doslej sta observatorija detektirala že več kot 300 potrjenih signalov gravitacijskih valov. V vseh primerih gre za gravitacijske valove, ki nastanejo pri trkih dveh kompaktnih objektov. Najbolj pogosti so trki dveh črnih lukenj, obstajajo pa tudi trki med črno luknjo in nevtronsko zvezdo in med dvema nevtronskima zvezdama. Znanstveniki takoj ob detekciji iz avtomatične analize signala izvejo, za kakšna objekta naj bi šlo, kakšni naj bi bili njihovi masi. In ta začetna analiza je pokazala, da naj bi eden izmed objektov imel maso manjšo od mase Sonca. Tako običajne črne luknje kot nevtronske zvezde naj ne bi imele tako nizkih mas. Znanstveniki ne poznajo mehanizma, s katerim bi črna luknja ali nevtronska zvezda s tako nizko maso lahko nastala. Gre torej res za primordialno črno luknjo. Najprej bo seveda potrebno potrditi detekcijo. Prav lahko se namreč zgodi, da bo podrobna analiza pokazala, da je bila detekcija pravzaprav zgolj šum v podatkih. Ne bi bilo prvič. Detekcija gravitacijskih valov je vse prej kot enostavna. Kaj pa, če se detekcija izkaže za pravo? Potem bi bilo v vsakem primeru dobro detektirati še kakšen podoben dogodek, saj iz enega samega dogodka težko potegneš zaključke. Razen, če imaš izredno dobre podatke, kar pa v tem primeru ne drži. To je bila 24. epizoda podcasta Portal v vesolje. Kot sem napovedal že na začetku, podcast za nedoločen čas odhaja. V zadnjem času žal najdem vedno manj časa za iskanje zanimivih novic iz sveta vesolja in še manj časa za snemanje, zato pri sami pripravi ne uživam več tako kot na začetku. In ker je to moj hobi pa naj ne bi bil stresen, se zaenkrat umikam izpred mikrofona. O vesolju vas bodo še vedno poučevali in navduševali drugi. Naj omenim zgolj podcast Temno stran Lune in oddajo Zanimivosti nočnega neba. Spletna stran Portal v vesolje je seveda še vedno aktualna in tam se bodo novice še vedno pojavljale, zato ne pozabite od časa do časa pokukati nanjo. Tako, hvala, ker ste z mano odkrivali vesolje. Želim vam veliko jasnih noči in še veliko užitkov ob spremljanju novic iz sveta vesolja in znanosti na splošno.